Lepo pozdravljeni, dobrodošli na drugem večeru odštevanja 10 let AmCham Young Professionals. 17. junija bomo dobili 10. zmagovalca 10. generacije AmCham Young Professionals. Te dni pa se večer 20 do 7 družimo s preteklimi zmagovalci. In z nami Tomaž Lišek, prvi zmagovalec, nosilec naziva AmCham Young Professionals, vršilec dolžnosti predsednika AmCham Slovenija in vodja sektorja za pametne skupnosti, pametna mesta v mestni občini Kranj in priznan poslovni lider. Tomaž, živjo. Živjo. Tomaž, najprej me zanima, kako je biti prvi med 10 zmagovalci. Vemo, da se bije tiha bitka za najboljšo generacijo. Ja, hvala za vprašanje. Če je ta bitka tako tiha, ampak prvi je le prvi, oziroma prva generacija je prva generacija. Glede na to, da se danes pogovarjamo z mojimi kolegi iz prve generacije, verjamem, da lahko rečemo, da smo najboljši, ampak nekako nam ostale generacije tega nočejo priznati, tako da zdaj bomo videli, 17. junija je to res tako ali ne. Mi se včasih malo skrivamo, malo se tudi ne, je pa res, da smo bili številčno najmanjša generacija, se mi zdi, bilo nas je manj kot 90, za razliko od zdajšnjih generacij, ki jih je skoraj 150. In mi stavimo na kvaliteto, ne na kvantiteto. Tomaž, najprej me zanima, z AmChamom si na nek način rastel tudi ti od prvega top potenciala, pa zdaj do vršilca dolžnosti predsednika AmCham Slovenija. Kaj se je v tem obdobju, v teh 10 letih spremenilo pri tebi, v tvoji karieri in kaj meniš, da se je spremenilo v AmChamu? Zdaj, če začnem mogoče pri AmChamu. AmCham je v neki meri ostal enak, oziroma konceptualno enak, sicer pa po kvaliteti boljši. Te nove generacije nam to govorijo, če začnemo malo to, da so vse boljše, potem smo še boljši, kot smo bili pred 9 oziroma 10 leti, ampak všeč mi je, da držimo, zdaj tudi kot vršilec dolžnosti predsednika, da smo tiste ključne stebre AmChama uspeli zadržati, jih tudi nadgraditi. Malih potencialov ali pa teh udeležencev tega super programa nas je že okoli 1500, kar to pomeni dejansko ena velika skupina, ena fajn snežna kepa, ki je bila v začetku majhna, pa je zdaj velika. Zraven dodali še kar nekaj ostalih programov in ne nazadnje, kar je pa potem še dodatni dokaz ali pa priznanje AmChamu Slovenije, tudi da je Ajša Vodnik, ki je bila na tem položaju že tudi pred 10 leti, še vedno tukaj, pa tisto, kar je ključno, je v bistvu, da je tista, ki v bistvu povezuje 43 evropskih AmChamov in nas to zelo veseli. Se pravi, je tudi iz Slovenije možno voditi velike zgodbe in je to ena izmed stvari, torej ta kontinuiteta, ki jo imamo, tudi določene spremembe, ki so se vmes zgodile, tudi kakšne zagate ali pa izzivi smo jih vedno znali prebrodati, v relativni tišini bom rekel, ampak z zavestjo, da smo lahko močnejši. Mene ta optimizem, ki je v AmChamu vedno bil, in z mladimi, in z ekipo, ki sodelujemo, se pravi tudi zdaj z trenutnim bordom samih guvernerjev, ali pa svetom guvernerjev, kot tudi s podjetji, ki jih je več kot kadarkoli do sedaj, je to eno fajn priznanje. Predvsem pa tudi ekipa. Ekipa na AmChamu, nekdaj jih je bilo nekaj manj, zdaj vas je nekaj več in je to super. Vsekakor pa produktivnost, ki jo imate, je ključna. S toliko relativno majhno ekipo, da je toliko dogodkov, toliko zanimivih stvari, je super. Kar zadeva pa osebno, jaz sem se prelevil iz gumarja v izolatorja, zdaj v malo javno upravo oziroma svetovalca. Vmes videl kar nekaj sveta, bil tudi lansko leto, skoraj celo leto po modulih v Švici na AMD-ju, izkoristil malo to sobotno leto ali pa sabbatical in se tudi malo, kako se reče temu,
preznamčil, zdaj sem bolj tudi v teh zelenih rešitvah, pa v pametnih mestih, stvarih, ki me zanimajo, stvari, ki sem jih tudi študiral in na katerih sem se kar nekaj spoznal, in stvari, ki so prihodnost. Dejansko je to ena izmed stvari, ker je tudi MČEM zelo aktiven, se pravi, ne samo tradicionalne zadeve, ampak prihodnost. In to povezovanje, ki ga je ta zbornica vedno imela, je tista, ki, bom rekel, me vedno navdušuje in me še zmeraj drži. Jaz sem tudi vmes bil podpredsednik Združenja Menedžer, pa moram reči, da je to zelo veliko dobre energije, ampak je vseeno malo drugače. To je vseeno tam združenje posameznikov, medtem ko naše združenje družb oziroma firm, podjetij, seveda podjetij pa ni brez super posameznikov in posameznikov. To je tisti del, ki je v bistvu vreden nekaj dati nazaj, tudi samemu združenju oziroma sami zbornici, ali pa tako kot vedno si rečemo nazaj dati družbi. Tomaž, Ajša nama vmes sporoča, da ti že veš, vsaka naslednja je najboljša. Drugače pa vabljeni tudi tisti, ki naj spremljate, da zastavite kakšno vprašanje. Ja, imaš eno repliko? Ne, hotel sem reči, da se nekaj ne sliši dobro, ampak v redu. Danes je toliko dobra veza, da pri tej digitalizaciji težko rečemo, da se nekaj ne sliši. Ampak zdaj še smo zmeraj dobro delali, pa mislim, da bomo še dolg časa tako dobro delali. Dokler je tako, bo to super. Tomaž, govoril si o tem, da je MČEM res ena posebna skupnost, povezuje podjetja, povezuje posameznike, ampak vezano na to, mogoče kaj se tebi zdi, da je ena stvar, ki jo je MČEM Young program prinesel v slovensko družbo in slovenski poslovni prostor v teh 10 letih? Kaj bi ti izpostavil? Ena stvar, mislim, bom rekel, ena stvar so te generacije, jaz mislim, da je 10 generacij, takih močnih. In predvsem ta ena stvar je izziv biti seveda zraven oziroma želja biti zraven. Jaz sem veliko mojih vrstnikov videl, ali pa ko so rekli, da želijo biti zraven, da je to en res dober program tudi v podjetjih, kjer sem deloval, so kandidati, ki so bili imenovani v ta program, vidno, bom rekel, relativno težko prišli do tega, ker so se morali izkazati in v bistvu morali biti potrjeni strani celotnega vodstva. Tako da je to nam rekel, da je ekskluziva, ampak v vsakem primeru je to ena potrditev, da je to res ena platforma za talente in na način, kako je celotna stvar speljana, je super. Zdaj, vedno lahko debata, ali imeti tekmovalni značaj oziroma imeti na koncu zmagovalca, ne. To je bila živa zgodba ali pa vprašanje tudi v naši prvi generaciji, ali se ostaviti pri 5 ali do konca, s tem, da mi smo res bili malo tako poskusni zajčki, ampak kakorkoli z tistega se je izcimilo to, kar se je, ni bilo nekih tektonskih premikov v načinu izbora in zgodbe, edino da je, da so jakostno skupino malo povečali, se pravi 100 plus. Ampak v osnovi je to dobro, zato ker imaš vedno dovolj kandidatov in veliko mladih in jaz verjamem, da več pametnih, več boljših, ki je boljše za generacije vse skupaj in pa za celoten program. In če smo preživeli 10 let, verjamem, da bomo še naslednjih 90 in tako naprej. Tako da sploh pa tudi s podporno ekipo, ki jo imamo na MČEM-u, je to ena taka svežina in velik zanos. Mi smo bili takrat z Majo, pa po Maji si zdaj ti, Tonja, ne pomeni, da smo 10 generacij, pa 9 ali pa 112 različnih vodij, ki nas povezujete. To je vse kar stabilno. 2 taki močni vodje, vključno še z ostalimi, ki podpirajo, to je spet ena garancija za uspeh. Tomaž, ena stvar, ki je bila tudi ena taka konkretna projekt in nekje, kjer puščamo pečat, je tudi snežna kepa. In vezano na to je naju gledalec ali gledalka sprašuje, kakšen je tvoj pogled danes na vizijo Slovenije 2050 in ti pošilja tudi srčen pozdrav kot avtorju Snežne kepe. Hvala za vprašanje. Ta zgodba, ki smo mi kot MČEM mladi potenciali imeli tudi v vlogi recimo Snežne keparjev, v sami viziji 2050 je bila izjemna. Jaz sem bil pač tudi zaradi tega takrat povabljen to ožjo skupino tistih 13, ki smo predlagali potem ostale udeležence, bilo jih je pa preko 1000, kjer se je vizija 2050 dejansko dogajala in mislim, da to, da smo želeli postati in želimo postati država srečnih ljudi in pa v bistvu zelo razvite Slovenije je prava. Seveda so pa mnenja deljena, ampak zelo splošna vizija kot taka, ampak vse tisto, kar tam piše, drži.
seveda jo pa lahko razlagaš na tak ali drugačen način. In jaz mislim, da so stvari, ki so tam zapisane prave, spet to ni sprejela vlada, to niso sprejeli neki ministri ali svetovalci, to so sprejeli ljudje. Pa ne sprejeli, to so ljudje predlagali, vlada se je s tem samo seznanila in to je ključno. To ni sprejemala ta danja vlada. Ne. In upam, da bo to tudi držala naprej. Je pa, ne, če greš gledati malo pol, čisto praktično, ko tipkaš vizija 2050, vidiš, niti internetna stran trenutno ne deluje, ali pa saj ni delovala pred 2 mesecema, kar je škoda. In je zdaj, upam, da ne vzrok po tem, da nekdo pozabi plačati domeno. Ne. Ampak ta vizija mora biti in iz vizije izhaja strategija je pa osnova za te akcijske načrte vsako leto. Tako delamo v poslu, torej v poslovnem svetu, tako delamo v javnem sektorju, če gledamo, tako mi moramo delati vsak od nas. Ravno ta snežna kepa je bila pa taka fajn zametek, ker smo takrat sprovocirali kar nekaj zanimivih idej. Imamo še enega ministra, ki si to upa, imamo nas, ki si upamo tudi predlagati in potem narediti in se je odvil v pravo smer. No? To, da, če kdaj malo zamre za kakšen teden, 2 ali pa leto, nič narobe, se je 2050, je še kar nekaj let in vsak nov poskus v tej smeri je pravilen. No? Tako da verjamem, da tudi 10 generacij bo lahko aktivno pri tem. Ne nazadnje, ni z naše generacije, ampak ja, minister za javno upravo trenutno je en od Snežna Keparjev, oziroma en od članov MČM-a, mladih potencialov, tako da je to super in vedno več nas je na takih položajih bilo ali pa nas bo in to je tisto, kar je ključno. Bistveno pa je, da se poznamo in da skupaj lahko naredimo več. Snežna kepa pa v tej postavi, kot je trenutno, naslavlja tudi talente v gospodarstvu. Tomaž, zakaj ostaja ključen v gospodarski krizi in kako ga podpreti? Zakaj ga je treba podpreti? Zanimivo vprašanje. Zdaj, prvo, kar je, treba se definirati talent. O tem smo se tudi pogovarjali. Kdo je zdaj talent? Je to talent tisti, ki jih je premalo na nekem področju, so talenti tisti, ki so, ne vem, zdaj rojeni za to, ali se talent da privzgojiti, razne zgodbe, ampak v vseh zgodbah, ne samo v gospodarstvu, tudi v negospodarstvu ali pa kjerkoli so potrebni talenti. In bolj, ki gre nekje za nohte, bolj nam je pomembno, da vemo, kateri to so in kako jih predvsem privabiti ali pa zadržati. In vedno je nekaj tistih posameznikov, ki vlečejo in to, za razliko od Slovenije, vse majčkeno bolj razumejo, mogoče ne vseh države, da se razumejo, ampak vedno je nekaj posameznikov tistih, ki vleče in si upajo in je pač na ta način možno tudi narediti preboj. Škoda bi jih bilo destimulirati, da se to počne, ker potem ti taki, so to ponavadi bolj nemirne duše in taki hitri, tudi zapustijo Slovenijo in to ni v redu, pa spet je v redu, če grejo, ampak pridejo nazaj. Mi ne smemo pozabiti, kje vse te talente imamo in jih pač angažirati pravi čas. Jaz verjamem, da se je veliko dobrega že zgodilo in da se tudi veliko še bo, ampak take platforme, kot jih imamo mi, so seveda ena dodatna motivacija vsem, da je nek slovenski del, kjer lahko računamo en na drugega in ki se tudi občasno povezujemo, zdaj v ožji ali pa širši ekipi. Sam MČM kot tak je platforma, jih je kar nekaj še zraven takih, ampak jaz mislim, da tako močne, pa tako izvirne, kot je bilo tukaj, je ni. Sej so razne manjše ali pa lahko mogoče močnejše, če povzamejo v posameznem sklopu, ampak naša prednost je predvsem ta širina, ker nismo tukaj samo podjetniki, niso samo pravniki, niso zdaj samo tehnični ljudje, ampak iz vseh vetrov, z različnih družb, državni ali pa mednarodni, zasebni ali pa slovenski zasebni lasti in to je ravno tisti izziv, ker v končni fazi posel ali pa neke povezave delamo ljudje, ne roboti, ne družbe, ne računalniki. To je tisti ključni del. In je program, ki je zanimiv tako za ekstrovertirance kot introvertirance, ker včasih je problem, da introverti se ne pravi družili. Jaz sam osebno nisem bil nikoli tisti, da bi zdaj, ampak kakorkoli, ko se povezuješ s podobnimi, pa z različnih branž, vidiš, da je čisto v redu in mislim, da nihče od nas ni bil na prisilo v tem programu. Je pa res, da vedno jih je nekaj odpadalo, ampak zato, ker se o tem niso videli in je ključno, da mora biti program brez prisile, pa v bistvu dobiš ven toliko, kot noter daš. In zdaj daš lahko veliko ali malo, to je pa stvar posameznika. Jaz sem vedno bil zagovornik tega, da če že nekaj delaš, delaj maksimalno kvalitetno in se takrat posveti temu, ne nekaj na pol, zdaj ali delaš ali pa ne delaš. Prepoznati talente in jih aktivirati v pravih skupnostih.
Tomaž, a je lahko tole tvoje zadnje, kar si povedal, v bistvu vse pač toliko, kolikor daš, toliko boš dobil nazaj, tudi odgovor Luki, ki naju sprašuje, kakšen bi bil tvoj nasvet za prihajajoče generacije? A je verjetno to tisti bottom line, se pravi, vložiti nekaj in to boš dobil nazaj. To je vedno, da spet, če se gremo boksati, je isto, če enega malo preveč mahneš, dobiš več nazaj. Moš paziti, ampak vedno je dobro tudi, ko te tečeš. Tista, ki sem jaz vedno poudarjal, pa tudi mislim, da nekajkrat je bilo to tudi pol navedeno ali pa povzeto tudi v naših letnih letopisih, yearbookih, je, da, in to res verjamem, da če želiš res delati spremembe, bodi sam sprememba ali pa sam spreminjaj stvari. Zdaj, to je seveda veliko lažje reči kot narediti, čeprav, če si človek akcije, to narediš in si moš tudi včasih kakšna stvar narediti proti vetru. Jaz sem v preteklosti delal veliko stvari takih, ki so mi drugi rekli, da je to raj ne, pa je brez veze, pa me to malo vedno te malo spodbudi in narediš. Pa so stvari, ki so šle tudi, bom rekel, tudi na državni ravni toliko visoko, da se je po tem veliko govorilo in karkoli. Pa bi včasih mi kdo reče, bolj, da ne bi naredili, pa bi lepo to bilo mirno, pa je, ampak ne, glej, če si ljudje zaslužijo više plače in po više plače, če ljudje rabijo več svobode na nekem področju, jim jo daj, če želijo več studirati v tujino, naj grejo, mislim, omogoči jim, ne jih skriva. Tleme je moj takratni glavni direktor v Goodyearu, Thierry Villard, skupaj z Matejem Zavrlom, sta me podprla, ampak je bilo dejstvo, da so bila takrat vprašanja, ker smo šli v prvo generacijo, ker nismo vedeli, zakaj gre, in gremo v nek MCMJAK Potential program in je bilo tako malo, je bilo videti, da to je neka tržnica talentov, predvsem pa možnost headhunterjev, da nas bojo malo pokradili. In je bila zgodba, koga zdaj poslati, oziroma na kakšen način, oziroma ali te ljudi skrivate ali ne. Ampak takrat je res rekel, naš general je rekel, kaj češ s tem, nimamo kaj skrivati, naj grejo. V končni fazi, če bo kdo nam koga od teh fantov ali punc ukradel, bomo pa mi dva več nazaj. Oziroma, kaj češ jih skrivati, naj se izobrazijo in dejansko drži, da če jih ne pustiš izobrazbe, če jim ne spustiš tega mreženja in če ne bi znali delati dodane vrednosti, je pomen obratno, da ti delaš škodo doma in te pa noben noče. Da jih odpri in pol je stvar, ker so motivi drugi, zakaj ostaviš nekaj podjetja. Tako da ne gre zdaj za to neko stalnico, gre za to, da si upaš in ko si mlad, si moraš upati de facto, pa še enkrat, mi živimo v lepi državi, jaz sem sam, bom rekel, zelo pripaden in lojalen v Sloveniji, tudi v gardi slovenske vojske in vem, kaj je to slovenska zastava in to, kar se da, bom v Sloveniji dal, kar se da. Je pa seveda bilo že zdaj kar nekaj priložnosti tudi za to tujino. Zaenkrat se nisem za to odločil, zato ker verjamem, da tukaj lahko še kaj dodamo. Pa tako gospodarstvi kot v javni upravi. Jaz sem imel tudi čas za kakšne odbite ideje in za kakšno stvar v bistvu narediti, tudi če to ni čisto pričakovano. Moraš imeti sam ta pravi ljudi okrog sebe, pa ljudi, ki te v to prepričajo in se iz tega maksimalno naučiti. Zdaj pa je to traja nekaj mesecev, nekaj let, stvar percepcija, ampak dokler imaš občutek, da uživaš v tem, kar delaš in nimaš občutka, da je to služba, je to največ vredno in to mislim, da je najboljša popotnica vsakmu izmed nas. Ko se zjutraj sprašuješ, zakaj uživaš, pa ne veš več, ali uživaš ali ne, je čas, da se začneš malo drugače obnašati oziroma kakšno akcijo sprejeti v drugo smer, kot je pa vsak dan. In se aktiviraš. Tomaž, če ostanemo malo pri tem, MCMJAK Professionals je recimo program, ki je namenjen razvoju posameznika, učenju, iskanju napredku in potem je čas, da daš tudi nekaj nazaj in ti daješ nazaj družbi veliko v svoji lokalni skupnosti in na nivoju države, ampak zanima me, kaj je mogoče še ena stvar, eno področje, kjer vidiš, da bi lahko nekaj doprinesel, kjer si želiš ustvarjati. Zdaj, teh področij, tako kot si povedala, je kar nekaj, ampak ena izmed stvari, kjer sem jaz vedno užival, pa sem tudi užival na uni strani, ko sem bil mentoriranec, pa zdaj, ko sem mentor, že kar nekaj generacijam v našem programu, kot tudi združenje menedžer, ali pa v firmi, v družbi, v Knauf Insulation, ko sem bil, je bila zgodba, da je vse mogoče novost, pa zakaj nam je zdaj to treba, ampak jaz verjamem to poslanstvo nas vodi, da moramo vzgajati bodoče voditelje. Tako kot so nekateri vzgojili nas, je to, bom rekel, zdaj neplačana funkcija in mora biti neplačana, mislim, da to smisel, ampak zgodba, koliko lahko nekim mladim omogočaš pač te prve težke korake ali pa jim pokazati, kako ti deluješ, lahko s senčenjem, lahko z mentorstvom.
Tako da to jaz mislim, da je vsak od nas, ki ima te izkušnje, je zelo vesel in mislim, da je brez nekih posebnih nagovorov tudi sam naredi. Jaz vem, da tudi v naši prvi generaciji je kar nekaj teh mentorjev, nekateri so tudi neformalni, v bistvu znotraj podjetij in ostalo, ampak to je ena stvar, kjer v končni fazi zelo egoistično gledam. Jaz kot mentor dobim skoraj več včasih, kot dobim mentoriranca. Vsaj ta moj občutek je tak. Sploh, ko se zdaj, ne vem, srečuješ s toliko mlajšimi, sem tudi v tem MČM programu pri teh mladih, se pravi, ko imamo študente z prvega letnika fakultet, dejansko so to čist drugi profili in vidiš, da je to generacija, pa so generacije, ki drugače razmišljajo in mi na ta način se lahko naučimo, pa recimo, da se imamo še vedno za mlade, smo vonka, nismo več toliko mladi, kot smo mislili, da smo, tako da je tukaj ta win-win situacija super in tudi nekako pusti še bolj mladega kot si. To je ena izmed takih stvari. Sicer pa ja, ko te pokličajo malo na zagovor oziroma ko imaš možnost kaj prevzeti oziroma kako pelati naprej, tudi v bistvu predsedniška funkcija MČM je ena izmed teh, potem seveda ne rečeš ne. Kako lahko nekje organizaciji pomagajo za to, da gremo naprej, to z veseljem narediš. Je pa res, biti mora ekipa ta prava okrog tebe in to govorim ekipa kot ste ve, v pisarni in na drugi strani ekipa v svetu guvernerjev in tukaj mislim, da imamo super ekipo na obeh stranih. Tomaž, še eno vprašanje z moje strani, potem pa čas nas že priganja. Nazadnje bi te vprašala, vedno me je zanimalo vse, ko te srečamo in ko te spoznamo, navdaš s totalnim optimizmom in dobro energijo. Zanima me, od kje izvira ta optimizem? Pa dobro, malo iz Slovenije, oziroma iz dobre družbe, kjer si, ni vedno toliko idealno, ampak dejstvo je, da jaz vedno probam iz vseh stvari pozitivno izvleči. Je pa res, da ta slika ni nujno vedno enaka. Če doma moje domače vprašaš, mogoče pa nisem vedno toliko optimističen, ampak to je stvar perspektive. Ampak ja, probaš ostati prvič športno fit, drugič, ne vem, jaz sem gasilec, aktiven gasilec, odpovednik našega gasilskega društva, stvar, ki vedno daješ nekaj nazaj. In jaz mislim, da to prihaja delno tudi malo iz vzgoje. Če si vzgojen v tem duhu, potem tako to je. Ne smeš biti črnogled, pa vedno se enkrat več se moraš pobrati, kot pa padeš. In če ti je to vodilo, je to v redu. Zdaj, če pa jamraš stalno, pa se sam sebi smiliš, mislim, da to niti ni rešitev. Lahko da je kratkoročno neko zadoščenje, ampak na dolgi rok to sigurno ni to. Tako da v osnovi pa ja, daj se druži s pozitivnimi ljudmi in seveda boš tudi sam pozitiven. In obratno, tako da zdaj tukaj ta filter pa moraš imeti. Torej, druži se s pozitivnimi ljudmi in boš tudi sam pozitiven. Hvala, Tomaž. Hvala, Tomaž, za ta pogovor in nazadnje še hvala MČM Heroes, ki nas podpirajo že 10 let pri razvoju programov MČM Young. Ki si drznejo to podpirati in je dobro. Hvala vam.